Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. V našem osrednjem delu oddaje v rubriki V središču bomo gostili novega predsednika celjskih nogometašev Miloša Rovšnika ter dobitnika srebrnega grba mestne občine Celje, sicer pa alfo in omego celjskega kegljanja Lada Gobca. Več o ostalih temah pa v napovedniku. Miha Zarabec po koncu sezone k nemškemu Kielu. Konec tedna zaključni turnir pokala v Mariboru. V polfinalu ženskega rokometnega pokala v Celju Celjanke proti Žalčankam. Slavija v tekmi za tretje mesto spet boljša od Celjanov. Košarkarice atleta v končnico z najboljšega izhodiščnega položaja. Rokometaš Celja Pivovarne Laško in slovenski reprezentant Miha Zarabec se bo po koncu letošnje sezone preselil k najtrofejnejšemu nemškemu klubu THW Kielu. Zarabec se je v Celje iz Maribora, kjer bo ta konec tedna zaključni turnir pokala Slovenije, preselil leta 2014. V celjskem dresu je doslej zbral 134 nastopov in dosegel 474 zadetkov. Bil je tak splet okoliščin, ko je fajn se poklopilo vse in enostavno, ko so me poklicali, nisem kaj dosti okleval. Vedel sem, da moram iti, da je priložnost taka, ki se ne zavrača in v klubu so to sprejeli super, tudi pomagali pri tem in enostavno smo v parih dnevih se vse zmenili, dogovorili in sem zelo vesel, da je to šlo čez. Kaj pomeni za vas Kiel? To so sigurno sanje od malih nog, pa ne samo mene, marsikoga. Vemo, da je Kiel v vrhem nemškem in evropskem že vsa leta, odkar pomnim in enostavno to je klub tak, ki mu ne moreš reči ne. In tudi jaz sem bil v takem položaju, ko sem pač takoj vedel, da bom šel. No in tole bo ena velika odskočna deska, zdaj boste na radarju vseh tistih največjih klubov in verjetno ste si tudi sami želeli, če boste že odšli iz Celja, da bo to en resnično dober klub. Ja, tudi sam sem že tako skozi govoril, da dokler, če bom kam šel, bo to sigurno en top klub in mislim, da je Celje bil ta odlična odskočna deska zame. Zdaj, ko enkrat prideš v Nemčijo, mislim, da je vse lažje, da ko si enkrat v takem klubu, je potem tudi nadaljevanje kariere vse lažje in na to se tudi zanašam, da bom pokazal vse, kar znam in potem mislim, da ne bom imel nobenih problemov. No. In začeli ste v Trebnjem, kako so vaši domači pospremili tale prestop, verjetno tudi ogromno čestitk, dobrih želja. Ja, ničesar ni manjkalo, ampak tisto, kar je pomembno, je predvsem domači, kaj si mislijo in malo so tudi taki nejevoljni, ker pač vejo, da me ne bo nič doma in mi smo veliko skupaj in že bo tako prišlo, ampak enkrat je to moglo priti. No in preden boste odšli v Nemčijo, vas še v dresu Celja Pivovarne Laško čakata dve tekmovanji tik pred vrati, je pokalno, želja seveda jasna. Ja, vsekakor gremo na po oba naslova, ampak do drugega naslova še daleč, jutri se nam odpirajo vrata do enega. Vemo, kaj moramo pokazati, vemo, kaj moramo narediti in jutri bo tekma ena za vse proti Velenju in jutri moramo enostavno zmagati ali na lep, na grd način, enostavno moramo dokazati še enkrat več, da smo boljši. Verjetno enaka želja v državnem prvenstvu, edini tisti pravi in večni rival bi lahko rekli velenjsko moštvo, torej še bo zanimivo do konca sezone. Ja, tekem je še kar nekaj, vsak tekmec je zelo konkurenčen, dan danes v Sloveniji rokomet v malih klubih zelo napreduje, to se tudi vidi. Vse več je izenačenih ekip in verjamem, da bo še marsikomu težko igrati nekje v Ribnici, Kopru, ne navsezadnje tudi v Škofji Loki in bomo videli, kaj bomo naredili. Gremo sam korak po korak, tekem je še kar nekaj in vsako si želimo zmagati s čim več razlike, če se da, in dokazati, da smo res najboljši.
Kako bi opisali trenutke v CSKem dresu? Bili so lepi časi, nekaj jih je še pred vami, bilo pa je tudi kar nekaj tistih, ki bi jih verjetno radi takoj pozabili, to so poškodbe. Ja, bilo je vsega po malem, ampak mislim, da do tistih poškodb ni bilo neki grozno velik. Mislim, da je tudi to sestavni del. Vsak igralec, ne more 3 leta zapored zdržati, mislim, da mora se kakšen mesec vzeti zaradi takih ali drugih stvari premora. In vsekakor pa je veliko več onih lepih. Osvojili smo vse, kar se da, ampak še še ni čas za to, da bi to govoril. Čaka nas še veliko pomembnega dela in jutri moramo začeti tako, kot smo si zadali. V polfinalu ženskega rokometnega pokala Slovenije se bosta v prvem paru pomerili ekipi Krima Mercatorja in Mlinotesta. V drugem pa v lokalnem derbiju Celjanke in Žalčanke. Gostitelj zaključnega turnirja, ki bo 22. in 23. aprila, bo celjski ženski rokometni klub z Dežele. Rokometna zveza Slovenije je organizacijo zaključnega turnirja najboljše četverice pokala Slovenije dodelila Knežjemu mestu, dvorani Golovec in ženskemu rokometnemu klubu z Dežele. V izločilnih bojih so si mesto na zaključnem turnirju poleg gostitelja izborili ljubljanski Krimi Mercator, Mlinotest iz Ajdovščine in Žalske Zelene doline. V celjskem taboru so imeli pred žrebom samo eno željo: izogniti se polfinalnemu obračunu z novim slovenskim državnim prvakom in največjim favoritom tudi za pokalni naslov Krim Mercatorjem. Kroglice so zaplesale po njihovih željah in na celjske obraze narisale široke nasmehe. Polfinalni obračun s Krimom namreč pripada Ajdovščini, Celje pa se bo v drugem polfinalu v sosedskem derbiju pomerilo z Žalcem. Vsi vemo, da je Žalc dobra ekipa, da je tukaj sosedna, ki vedno naredi en derbi, še posebej na takih tekmah, ki odloča ena tekma za vse, in jaz se že veselim te tekme, vem, da bo prišlo dosti ljudi in verjamem, da nam bo na koncu uspelo se uvrstiti v finale. Ob meni je tudi celjska kapetanka Pija Hren. Pija, želja se vam je izpolnila, izognili ste se Krimu. Ja, v bistvu pri žrebu smo imeli dosti sreče, ampak še vseeno je treba na igrišču pokazati in premagati tudi Žalec, pa dokazati, da smo boljše. Tako da je žreb sicer ne bil naklonjen, ampak to še nič ne pomeni. Tudi žalski trener Aleš Filipčič je bil po žrebu razumljivo dobre volje. Tudi on se je namreč izognil Krimu. Toda njemu se je izpolnila tudi druga želja. Želel si je namreč prav Celje. Ja, res, mi smo se vrstili v ta polfinale, finale, smo v Žalcu, bom rekel, zadovoljni. Prijemo na turnir neobremenjeni in mislim, da bo prava poslastica vedno derbi Žalec, Celje, to je nekaj fantastičnega, tako da boljše ne bi moglo biti ne za Celje, ne za nas. Krim Mercator in Mlinotest Ajdovščina bosta prvo polfinalno srečanje v dvorani Golovec odigrala v soboto 22. aprila ob 16:30 uri. Sosedski derbi med Celjem in Žalcem pa bomo videli ob 19. uri. Tekma za 3. mesto oziroma finalni dvoboj je na sporedu v nedeljo. Še prej Celjanke v petek ob 18. uri čaka zadnje srečanje v državnem prvenstvu, kjer bi zmago proti Ljubljani osvojile 3. mesto v državnem prvenstvu. Slovenska članska hokejska reprezentanca se je po skoraj 2 desetletjih spet predstavila v Celju. Risi so v prijateljski tekmi z 2:1 premagali Madžarsko. 2 dni predtem so hokejisti Celja v odločilni tekmi za končno 3. mesto v državi s kar 1:7 izgubili proti Slaviji, ki je v tekmi za bronasto odličje Celjane premagala tudi leto predtem. Na tribunah drsališča v mestnem parku se tokrat kljub prostem stopu in pomembnosti srečanja ni zbralo večje število občinstva. Prvi zadetek smo videli v 14. minuti prve tretjine, ko so z nekaj sreče zadeli gostje. Ob igralcu več je gostujoča Slavija v 26. minuti dosegla svoj drugi gol. Kmalu zatem so se začeli pretepaški vložki. Klop za izključene igralce je bila vedno bolj polna, gostje pa so z 2 igralcema več na ledu v 28. minuti povedli že z 0:4.
Celjanom je preko lepega preigravanja Nika Petka še v isti minuti uspelo doseči svoj edini zadetek. Varovanci Roka Rojška so šli v zadnji tretjini na vse ali nič, vendar jim sreča ni bila naklonjena. Ta del tekme so zaznamovali pretepi in izključitve. Skupaj je bilo izrečenih kar 64 kazni, najdaljši pretep pa je trajal več kot 5 minut. Prav tako je ledeno ploskev obarvala tudi kri, najboljši domači strelec Aljaž Ogrizek pa je končal v bolnišnici. Na koncu so gostje uspeli še nekajkrat premagati domačega vratarja Tomaža Jerama in si zmago 1:7 priboriti bronasto medaljo. To je pač ena tekma in tu se seveda marsikaj dogaja. V takšno tekmo moraš iti seveda tudi psihično zelo dobro pripravljen. Tokrat se pač začelo ni po tistih naših pričakovanjih. Zelo hitro vodstvo Slavije, potem nekaj izključitev in seveda rezultat je hitro bil visok. Tako da recimo prva tretjina je bila za mene še vedno zelo dobro odigrana, nesrečno prejet gol. V drugi tretjini je pač začelo iti navzdol. Mi smo se pred zadnjo tretjino nekako dogovorili, da gremo na vse ali nič, torej run and fight sistem in seveda ta lahko prinese vse ali pa nič, ne? Dobili nismo nič. Moram vseeno iskreno čestitati igralcem Slavije za ta uspeh. Igrali so disciplinirano, držali so se navodil, bili manj napeti, manj nervozni. Zgubili smo, vsem nam je hudo, ampak življenje gre naprej. Jaz pravim, ostala bo brazgotina, hokej se bo pa igral naprej. Moram reči, da na koncu sezone sem ponosen na fante. Konec koncev bili smo v polfinalu pokala, v polfinalu državnega prvenstva. Res mogoče manjka pika na i, ampak bomo pa šli v novo sezono z novimi, še večjimi ambicijami. Na tribunah je bilo tudi nekaj nezadovoljstva s sojenjem. Kot predsednik celjskega kluba in član predsedstva Hokejske zveze Slovenije, jaz sojanja seveda ne smem in ne morem komentirati. Pač sodili so tako, kot so sodili, konec koncev so tudi ljudje, ki njihovo delo kontrolirajo in oni bodo pač povedali, kaj se je zgodilo in kaj se ni zgodilo. Moram pa povedati, in to sem tudi kolegom iz vodstva Hokejskega kluba Playboy Slavija povedal, da so me nekatere stvari tudi na njihovi klopi zelo, zelo razočarale. Jaz se sigurno ne odstopam pač od teh, bi rekel, zadev, ki smo jih tudi mi mogoče peljali v negativno smer. Veliko je bilo pretepov, ampak dejstvo je, da tako se pač hokejske tekme ne morejo zaključevati. Kako pa je bilo tekmo spremljati tudi v vlogi zdravnika? Na nobeni tekmi v letošnji sezoni ni bilo toliko poškodb. Moram pa reči, da zelo sem pa zaskrbljen nad poškodbo našega igralca Ogrizka. On je bil pripeljan v bolnišnico, bo v naslednjih dneh tudi operiran, gre za zlom roke, kar težji zlom roke in mislim, da se resnično te stvari na hokejskih tekmah ne bi smele dogajati. Kljub vsem napetostim pa so si igralci na koncu segli v roke. Tisti, ki ne pozna hokeja, misli, da je to grob šport. Konec koncev je pa res, veliko je trenja, veliko je medsebojnih tudi obračunov na tekmah, na katerekoli nivoju, ampak konec koncev na koncu si igralci podajo roke. Mi moramo vedeti, da imamo slabih 200 registriranih igralcev v članskem hokeju v Sloveniji, pa izredne uspehe v reprezentanci in resnično ti fantje poznajo drug drugega in mislim, da te zamere vsekako niso trajne in se seveda pozabijo. Moram pa še enkrat poudariti, žal mi je, da se pa tekme končajo na tak način, da moraš nekoga odpeljati v bolnišnico in da ga čaka operativni poseg. To pa seveda ni v redu. Košarkarice celjskega atleta so v derbiju zadnjega kroga rednega dela državnega prvenstva s 65-57 premagale ekipo kranjskega Triglava in si s tem priigrale najboljši izhodiščni položaj za končnico. Celjanke se bodo v polfinalu na 2 dobljeni tekmi pomirile s Konjicami. Kranjčanke čaka dvoboj z ljubljansko Ilirijo. V izenačenem srečanju so bile v končnici bolj zbrane Celjanke, ki bodo posledično na odločilnih tekmah polfinala in finala imele prednost domačega igrišča.
Pri aktualnih zmagovalkah pokala Slovenije in Vaba lige je bila najboljša strelka kapetanka Šante Evans z 21 točkami. Ana Marija Prezelj jih je dodala 15. Pa prvo bi rad čestital svojim igralkam na, mislim, da zasluženem prvem mestu. Tako kot smo že dejali na samem začetku prvenstva, smo vedeli, da ima ekipa Triglava zelo izkušeno ekipo, zelo kvalitetno ekipo, to so pokazali tudi danes. Bili smo v egal končnici do zadnjih 2 minut, kjer smo nekako mi bili boljši v danem trenutku in tudi zmagali, pa vendarle lahko bi šla tekma tudi v drugo stran. Mi imamo dosti časa, da se sedaj pripravimo na samo finalno serijo, imamo lažjega nasprotnika v polfinalu, tako da jaz upam, da prikažemo še boljše igre v samem finalu. V zadnjih 5 sezonah so Celjanke v play-off vselej vstopile iz prvega mesta. V celjskem klubu so si najboljšega izhodiščnega položaja v odločilnih bojih sezone želeli tudi letos, saj se zavedajo, da je prednost domačega igrišča na takšnih tekmah še kako pomembna. Mislim, da je zelo pomembna, kajti ta prva tekma zna biti tudi ključna v finalnih serijah. Mi bomo naredili vse, da se dobro psihično pripravimo in vse stavimo na to prvo tekmo. Dolgo je kazalo, da se bodo Celjanke v polfinalu končnice pomerile z Mariborom, vendar bo na koncu njihov tekmec ekipa Slovenskih Konjic, ki v dosedanji zgodovini kluba v polfinalu državnega prvenstva še ni igrala. Čestitke Konjičankam na zasluženi uvrstitvi v polfinale. Zgodovinska uvrstitev za njih, v vsakem primeru pa mi se bomo dobro pripravili na njih, dobro jih poznamo, veliki favoriti smo v teh 2 tekmah, upam, da tudi v 2 tekmah zmagamo in imamo potem dovolj časa za samo pripravo na ekipo Triglav. Polfinale med Celjankami in Konjičankami se bo začelo v ponedeljek 17. aprila. Začetek finalne serije, kjer se igra na 3 zmage, pa je predviden za nedeljo 23. aprila. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19.990 €. Hyundai. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Čas je za užitek. Doživite ga z BMW serije 1 in BMW serije 2 Active Tourer z bogato opremo že od 20.900 € ali 279 € na mesec. BMW, užitek v vožnji. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri
Sunlesu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunles na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Avtohiša Drev iz Drešinje vasi v Petrovčah zdaj tudi z novim salonom v Celju. Obiščite jih na Ljubljanski cesti 37 pri AMZS. Z novim salonom so vam vozila znamke Seat tako še bliže. Obiščite jih in izkoristite še izjemno priložnost za nakup Seat vozil iz zaloge. Za vsa vozila, tako nova kot rabljena, nudijo ugodno financiranje. Ne zamudite pristnih velikonočnih dobrot. Slovenski domači hleb le 99 centov, makova ali orehova potica €1,97 in sir edamec le €3,99 za kilogram. Tuš, doma v Sloveniji. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, zdaj pa smo že v naši osrednji rubriki v središču. V prvem delu bomo nogometno obarvani. Že prejšnji konec tedna v naši prejšnji oddaji smo v našem studiu imeli dva gosta iz celjskega kluba, bivšega predsednika Stevana Đorđevića in pa poslovnega direktorja Zorana Podkoritnika. No, tokrat pa je z nami novi prvi mož celjskega prvoligaša Miloš Rovšnik. Lep pozdrav, dobrodošli. Lep pozdrav. Najprej seveda čestitke za izvolitev na to odgovorno funkcijo. Dolgo ste prisotni v športu, sicer bolj v rokometu kot pa v nogometu, pa če se mogoče za uvod na kratko vrneva v zgodovino, kar velik del vašega življenja je nekako povezan z športnim udejstvovanjem, tako kot igralec, kasneje tudi kot trener ste se preizkusili predvsem v rokometnih vodah. Ja, moje življenje je tesno povezano s športom, praktično od osnovnošolskih zgodnjih dni in ukvarjal sem se vsemi športi, največ pa res z rokometom, tam tudi najbolj aktivno, neposredno sodeloval predvsem v športnih aktivnostih, delovanje Celja, tudi v Velenju sem bil 2 leti rokometni trener, predvsem pa sem tudi seveda velik ljubitelj nogometa, že od nekdaj spremljam celjski nogomet, hodim na vse tekme, še prej na Glazijo in dobro, marsikdo mogoče ne ve, da je tudi za pogoj za dobrega rokometaša, da znaš igrati dobro nogomet. In v zadnjih letih tudi pa sem tudi predsednik te komisije za šport v Celju in vem, da je celjski šport najboljši v Sloveniji, paradni slovenski športno mesto in da po drugi strani smo lahko ponosni, da zagotavljamo takšno športni nivo, kar pa je vedno težje zaradi vse večjih težav pridobivanja sponzorjev. Kako to, da ste sprejeli ta izziv, kako je sploh prišlo do pogovorov vodstva kluba z vami, da zasedete to najbolj odgovorno mesto v klubu? Ja, gledajte, kot sem rekel, spremljam nogomet. Še posebno v zadnjem letu ali pa v prejšnjem letu sem zelo intenzivno spremljal to dogajanje, ki se je začelo z novim poslovnim sodelovanjem in kot na nek način mestni svetnik seveda, pa tudi predsednik komisije za šport, sem se tudi osebno večkrat pozanimal pri samem županu, ali zadeve tečejo v pravo smer, ali to zagotavlja obstoj celjskega nogometa ali celo višji nivo. Na nek način me je to zanimalo. No, potem so se odvili dogodki, kot so se ljudje, ki so pač v klubu na nekem oziroma na tem zboru so izglasovali to zadevo. Jaz pa sem se temu odzval ravno zaradi tega, ker imam sedaj pravzaprav pač neposredno možnost, da se podučim o dejanskem stanju in dogajanju v klubu
in potem po najboljših močeh v sodelovanju z drugimi člani upravnega odbora zagotovimo to, da celjski nogomet obstane, da se dela z celjsko mladino v nogometu in da seveda tudi zagotovimo en primer nivo stanja prve ekipe, dobre rezultate, ker ne nazadnje imamo velik štadion, ti rezultati potem pa seveda obratno lahko tudi vplivajo na delo z mladimi. Preden se osredotočivo na trenutno stanje, pa predvsem na vaš pogled naprej, mogoče vendarle beseda dve o dogodkih, ki so precej bili zdaj medijsko odmevni, povezani z temi spremembami v vodstvu kluba. Dosedanji oziroma bivši predsednik Stevan Đorđević je ta teden imel tudi novinarsko konferenco, na njej je tudi odstopil, torej preklical tisto že napovedano izredno skupščino, ki je bila sklicana za petek. Omenjate nepravilnosti na zboru članov, pa to sodelovanje z tujimi vlagatelji. Kako ste vi videli to vse skupaj, kar se je zadnje tedne ali pa dni odvijalo na to temo? Ne, jaz ne omenjam nepravilnosti, jaz samo govorim, da je bila izglasovano sklep o upravnem odboru, katerega sem jaz tudi sprejel povabilo. Prišli smo v klub, v katerem so sedaj je vzpostavljeno neko poslovno sodelovanje. Je pa treba povedati, da takšno poslovno sodelovanje pravzaprav v Celju je bilo že prej na nek drug način, oziroma takšni poslovni modeli so danes prisotni pravzaprav v celotnem nogometu, ne samo v slovenski ligi, tudi drugje. Je pa predvsem pomembno, da za tem poslovnim modelom, ki se dogaja v Celju, na drugi strani stoji tudi mesto Celje in zato me veseli, da je v upravnem odboru so tudi ugledni celjski gospodarstveniki in v upravni odbor pa smo seveda povabili in je tudi sprejel, da bo v upravnem odboru tudi župan mestne občine, tako da tu se pa na drugi strani zagotavlja in daje odgovornost mesta do tega sodelovanja. Kolikor je sedaj predvsem pomembno, kar sem pogledal v tem času, koliko sem prisoten, gre za model, gre za sodelovanje, ki ga je predvsem potrebno sedaj izpolniti z vsemi točkami, kot je navedeno, in naša naloga je, da na tem bdimo, da to zagotavljamo in da seveda preprečimo, da bi nogomet šel navzdol. To je bistveno. Če so se že ustavila pri tem sodelovanju, mogoče vendarle beseda dve, tudi bolj podrobno o njem, gre za dolgoročnejši projekt, kaj na eni strani je naloga kluba, kaj na drugi strani naloga teh tujih ukrajinskih vlagateljev? Poglejte, to sodelovanje je zelo podrobno precizirano v tem sporazumu oziroma pogodbi. Preprosto sam pomeni nek dodatni vir finančni oziroma na drugi strani tudi zagotavlja eno poslovno okolje ali večji nivo teh marketinških inštrumentov, zato da se potem tudi klub kot blagovna znamka lažje plasira v tem nogometnem tržnem svetu, ker, kot sem dejal, nekako si moramo naliti čistega vina in verjetno si vsi želimo, da bi celjski nogomet v prihodnje zasedal neka visoka mesta v slovenski ligi, da bi igral tudi v Evropi, zato so potrebni tudi neki vložki, ne? In iz takega nivoja tekmovanja potem, to pa vsi vemo, da je pomemben vir tudi nekje odhodi igralcev, da se tudi zagotovi neko financiranje, ne? In potem je pa predvsem, ne predvsem, ampak glavno važno, da se viri financiranja delijo oziroma se zagotavlja njihova uporaba točno z določili te pogodbe, ki je bila podpisana že v letu 2016. Kot sem dejal, ne gre za nekaj, kar ne bi že videli, ne? Prej v Celju ali pa na podoben način ali pa kje druge. Je pa tu pomembno, da mesto in mi meščani, Celjani, tega ne spustimo iz rok. Zaenkrat ta tuj partner izpolnjuje svoje obveznosti, veliko smo brali tudi o tem, je nakazal, ni nakazal. Kaj lahko vi poveste iz prve roke? Kot sem dejal, iz prve roke lahko povem to, kot sem sedaj prevzel aktivnosti, da se zadeve odvijajo po predvidenem scenariju. Predvsem je sedaj pomembno, da se tudi seveda zagotovi
še kakšne dodatne sponzorje, tudi iz širše ali bližnje okolice. Da se pa to zagotovi, je pa predvsem pogoj, da se ustvari pozitivna klima v okolici kluba, seveda poleg dobrih rezultatov, tudi pozitivna klima, to pa pomeni, da se klub vrne mestu, da pridejo ljudje na tekme, da se tu čuti pozitivna klima, potem lažje pridobiš tudi do neka dodatna sredstva. In kar se mene osebno tiče, bom storil vse in še podrobneje preveril zadeve v naslednjem času do zadnje pikice in vejice in ko bomo vse pogledali in ugotovili, bomo tudi egzaktno nastavili način dela za naprej in imam neke svoje kriterije, neke svoje videnja, kako se mora delati in od teh pač ne bom odstopil. To pa pomeni delo za celjski nogomet, pošten odnos, transparentno delo in pa predvsem to, kot sem dejal, da se v klub vrnejo navijači. Tukaj bi poudaril, da celjski nogomet ima zelo bogato zgodovino. Radi bi vrnili tudi te bivše nogometaše. Seveda, v Celju je igralo ogromno zelo dobrih nogometašev, odličnih nogometašev, ki bi mogoče v preteklosti, če bi bilo nekje ista država, ali ne, mogoče bi bili tudi evropsko uspešni nogometaši. In te ljudi jaz pogrešam na stadionu ali pa v okolici kluba, jih pa večino vse poznam in tudi v razgovoru z njimi nekako čutim, da niso ravno prisotni bili do zdaj v klubu in njih moramo tudi pozvati k sodelovanju. Na nek način bo v prihodnosti bolj ločeno prvo moštvo in pa na drugi strani akademija oziroma šolski nogometni center, pri katerem pa boste tesneje sodelovali z drugim celjskim klubom Šampionom. Ja, poglejte, se pravzaprav v vseh športnih kolektivih nekje prvo moštvo pravzaprav nekako ločeno od starega pogona, to je tudi druge. Zdaj, na kak način bolj ali manj to poteka, večinokrat se tisti vložki sponzorjev predvsem vrti okrog prvega moštva, vedno pa potem nastane problem za delo z mladim. Mislim, da je ta model, sedaj, ko se je tale športna šola vključila pravzaprav v klub, dober, da je to en potencial velikega nabora nogometašev, da je trener Žilnik v preteklosti v Šampionu pokazal neko delo, ki ga sedaj lahko nadaljuje in tu ne vidim težave za naprej. Približno teden dni ste na tej odgovorni funkciji, zagotovo v tem kratkem času ni mogoče spoznati, videti vsega, pa vendarle, če se izrazim po športno, v kakšnem stanju, v kakšni kondiciji prevzemate celjskega prvoligaša? Ja, kar se tiče finance, zdaj stanje trenutno tako stabilno, kot sem dejal. Koliko sem spoznal kolektiv, gre za ljudi, ki imajo voljo do dela. Po mojem bi še lahko za boljšo organizacijo bilo to delo še boljše. Spoznal sem tudi ta športni del, kot če rečem kluba, se pravi trenerja in igralce. Imam še nalogo tudi, da se malo bliže spoznam za temi mlajšimi selekcijami, čeprav moram priznati, da sem tudi že prej to nekako bolj ali manj spremljal. In pa kar bi poudaril tudi, se spozna celotno okolico kluba v smislu tudi trženja tega nenazadnje objekta, dogodkov na štadionu. Tukaj je treba tudi kak korak storiti naprej. In zadeve, kot sem jih zdaj videl, so pozitivne. Je pa seveda premalo časa, da bi še vse spoznal, tega se bom intenzivno lotil in kot sem prej dejal, bom vztrajal na nekih svojih principih in načelih, ki mislim, da sem jih tudi že pri kakem drugem delu dokazal in od tega ne bom nikoli odstopil. Kakšna bo vizija razvoja kluba pod vašim vodstvom? Kakšen je pogled naprej, kakšno pot boste nenazadnje obrali, če lahko tako rečem? Ja, gledajte, vsi nekako spremljajo delovanje kluba preko rezultatov prve ekipe. Moj pogled na to je, da je potrebno iz tega vidika iti bolj samozavestno v nadaljna tekmovanja. Nenazadnje tudi v letošnji sezoni, to sem že dejal, na nek način se vsi govorijo samo o tem, ali bo Maribor ali Olimpija prvak, nekako so vsa stala mesta ali pa borba naprej parizirana za ostale. Mislim, da za to ni nobene potrebe. Mi smo videli zadnjo tekmo z Olimpijo, pa tudi v zadnjem času
tudi zaradi drugih razlogov sem si ogledal mnogo drugih tekem, ne vidim nobenega razloga, da naprimer tudi Celje ne bi samozavestno bolj krenil še v borbo za vrh, ne? Ker ta samozavest in prepričanje v svoje znanje je zelo pomembna za igro. Ta samozavest je potem tudi nekako se prenaša na igro in v tem stilu mi moramo zagotoviti, da je v Celju klub, ki je konkurenčen v vrhu lestvice in nekje se vedno bori za najvišja mesta, celo za prvo in za delo v Evropi. To nekako je tudi povezano s tem velikim objektom, ki ga imamo in to zdaj moramo izkoristiti, ker vse drugo pa pomeni pač nek amaterizem in pa seveda potem tudi temu primerne rezultate in ljudje si pa spet to ne želijo. Ljudje si po mojem želijo v Celju dogodke, športne dogodke, poleg rokometnih evropskih tekem tudi nogometne tekme, imamo košarkaške evropske tekme, imamo same prvoligaše in tega je veliko in mi moramo samo zagotoviti, da se bo vse to nekako finančno išlo. No, v zadnjem prvenstvenem krogu so celjski nogometaši na domačem igrišču remizirali z ljubljansko Olimpijo, 1:1 je bilo. Na tej tekmi smo bili seveda tudi z našo ekipo, pa poglejmo, kaj se je v nedeljo dogajalo v Areni Petrol. Vse do zadnjih sekund tekme je namreč kazalo na veliko zmago celjskih nogometašev, ki so povedli v 61. minuti. Prvi prvenstveni gol v dresu Celja je dosegel Goran Cvijanović. Gostje so izenačili 8 sekund pred iztekom 5-minutnega dodatka. Celjani so si v zadnji akciji na tekmi privoščili napako ter dopustili, da je končnih 1:1 postavil napadalec Olimpije Blessing Eleke. Za nogometaša najtežje dobiti gol v zadnji sekundi in tudi zelo smo razočarani, igralci, trenerji. Tudi igralci so rekli, da bi mogoče raje prej gol dobili, če so ga že morali dobiti. Ampak mislim, da je bil drug polčas, da so lahko igralci oziroma gledalci so uživali v igri, da je bilo veliko priložnosti in vse pohvale našim igralcem za dobro igro. Ne vem, kaj naj rečem. Vem, da je bila težka tekma, da nekako je 1:1 realen rezultat. Celjski nogometaši so bili kljub osvojeni točki torej razočarani, a po drugi strani so še naprej neporaženi v spomladanskem delu sezone, ko lovijo uvrstitev v kvalifikacije za Ligo Evropa. Za Četrto Gorico zaostajajo za 4 točke. Sigurno, da lovimo Evropo in radi bi igrali v Evropskem pokalu, zato tudi je treba vsako tekmo zmagati, posebej na domačem terenu. Tako da mi smo šli sigurno na zmago. Ta niz ostaja neporaženosti in ekipa kaže dobro igro in je zdrava konkurenca v ekipi, tako da hočemo nadaljevati in zdaj že naslednja tekma je z Gorico, kjer je neposredni konkurent za to 4. mesto in bo treba iztržiti dober rezultat. Ljubljanski nogometaši pa so obračun s Celjani odigrali med obema tekmama polfinala pokalnega tekmovanja z Mariborom. Tudi v Celju niso blesteli. Mi vemo, da moramo večinoma vse zmagovati, mogoče malo problem. Dejansko imamo veliko igralcev poškodovanih in ne moramo nekako rotirati igralcev, ampak skozi igre ena in ista postava. V bodoče, da bo se ti poškodovani nekako zdravili in da čim pridejo v ekipo, da lahko normalno razmišljamo tudi v kakih zamenjavah, kajti čakamo težko provincijo do konca, moramo nekako progurati, da pridemo Maribor čez, pa mogoče Domžale v finalu zmagati, pa seveda da lovimo drugo mesto. Celjani bodo v Novi Gorici gostovali v soboto. Ja, takole je bilo torej v nedeljo na srečanju Celje Olimpija. Precej nesrečen tisti zadetek praktično v sodniških izdihljajih, ampak to je šport, to je nogomet. To je šport, to je nogomet. Ekipa mora dati glavo gor in se posvetiti naslednjim tekmam. Veseli me, da se je zbralo veliko število gledalcev, ki so zelo športno in lepo bodrili našo ekipo. Dobro vzdušje je bilo, igralci tekma oziroma igra, ki so jo prikazali, je bila na primernem nivoju, to meni priznajo tudi vsi drugi, tudi nasprotniki so to priznali. Je pa res en moment nezbranosti ali pa neodločnosti ob precej dolgi tekmi pomenijo tudi
da je potem ta točka se nekako razdelila, oziroma je bil rezultat, da je vsaka ekipa dobila pa eno točko, ampak prvenstvo je še dolgo in potrebno je gledati celovito zadevo in se ne obremenjevati s temi stvarmi za nazaj. Cilj do konca sezone je večkrat poudarjanje uvrstitev v Evropo in ena od tistih zelo pomembnih tekem bo ta konec tedna, gostujete pri neposrednem tekmecu v Gorici. Zelo resno ste vzeli vse skupaj, ne nazadnje moštvo danes odhaja v karanteno. Beseda dve o naslednji tekmi, ki lahko prinese ali pa na nek način tudi odnese veliko. No, res je, da lahko prinese ali odnese veliko, je pa tudi res, da je še potem kar precej tekem razpored in do konca se še lahko marsikaj zgodi. To pa hočem povedati to, da po eni strani ni dobro, da se zdaj ustvarja preveč takšna klima biti ali ne biti, ker to ni dobro, ne. Potrebno se, predvsem to sem tudi rekel igralcem, predvsem se je treba posvetiti igri. Svoje igri in svojim ciljem in se osredotočiti na igro, biti zbran, poslušati navodila trenerja, ki zna delati in potem rezultat mora biti posledica, ne. Ni se dobro obremenjevati samim rezultatom in ga potem iskati skozi igro, ampak mora igra dati rezultat, ne. To se je izkazalo v praksi, tudi imam same izkušnje, tudi sam imam take izkušnje, da je to prava pot, ne. Imeti igro, voljo, igralci morajo biti samozavestni in potem pride rezultat. S čim bi bili vi osebno zadovoljni do konca te sezone? Če mislite rezultat, pogledajte, mislim, da si Celje zasluži mesto v Evropi, zagotovo na rezultate in bi seveda, če gledamo lestvico, nekje še vedno dosegljivo, celo tudi mogoče tretje mesto, realno. In kot sem dejal, samo treba se posvetiti v igro in igrati. Do konca prvenstva se bo še marsikaj zgodilo. Vidite, da je to nepredvidljiv šport kot vsi drugi. Vidite zadnje rezultate Olimpije, ki je naenkrat se čudežno pobrala, recimo temu tako, čisto z nekim novim trenerjem, ampak to so vse momenti, ki so nekje psihološke narave. Psihološke narave, ki včasih neke stvari tiščijo dol, druge jih potem zopet odprejo. In treba iti, kot sem rekel, hrabro, predvsem v igro in imeti to samozavest. Tako da zaslužijo se igralci Evropo in zasluži se Celje, tudi to, ne. Ambiciozno gledate naprej, kar je seveda prav. Celjski klub, kot ste že dejali, ima bogato zgodovino, tudi nekaj dobrih rezultatov v preteklosti. Osvojen je bil pokal, dvakrat drugo mesto v državnem prvenstvu. Lahko nekako v tem vašem mandatu pričakujemo tisto piko na i, tudi tisti državni naslov, ki ga v Celju še nikoli ni bilo. Ja, to sem hotel prej reči, ne. Vedno je to potrebno pričakovati in vedno si je treba postaviti cilj, najboljši rezultat, ne. To mora biti cilj, ne more biti cilj biti peti, četrti, ne. Na koncu tak rezultati pokažejo neke realnost tega, ampak se pravi, postaviti si je treba najvišje cilje in si želeti zmagovati. Vsako tekmo je potrebno iti na zmago, vedno si je potrebno želeti zmagovati in potem pač se zgodi, kar se zgodi. Vendar, če že greš v štartu z nekako premalo ambicioznimi, to ni neka prenapihenost ali pa lažna, ampak enostavno športno, ne. To vemo, da vsi športniki, ki so ambiciozni, ki si želijo visoke rezultate, tudi uspejo. To imamo en kup dokazov, predvsem tu v Sloveniji, ker so eni, recimo, neverjetno, imamo svetovno prvakinjo v smuku, pa nimamo nobene smuk steze, ne. Tukaj je predvsem potrebna velika želja in velika opornost in trdo delo. Miloš Rošnik, upajmo, da bo Celje prišlo do teh najvišjih rezultatov, o čemer sva govorila v tem zadnjem delu. Hvala za obisk v našem studiu, uspešno vodenje celjskega nogometnega prvoligaša. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi pa smo po oglasih nazaj v drugem delu središča. Naš gost bo Lado Gobec, kegljaške sezone je konec, ob tem pa je prvi mož celjskega kegljanja ta teden prejel tudi visoko občinsko priznanje Srebrni grb. Dokazano.
številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19.990 evrov. Hyundai. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Čas je za užitek. Doživite ga z BMW serije 1 in BMW serije 2 Active Tourer z bogato opremo že od 20.900 evrov ali 279 evrov na mesec. BMW, užitek v vožnji. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlessu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunless na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Avtohiša Drev iz Drešinje vasi v Petrovčah zdaj tudi z novim salonom v Celju. Obiščite jih na Ljubljanski cesti 37 pri AMZS. Z novim salonom so vam vozila znamke Seat tako še bliže. Obiščite jih in izkoristite še izjemno priložnost za nakup Seat vozil iz zaloge. Za vsa vozila, tako nova kot rabljena, nudijo ugodno financiranje. Ne zamudite pristnih velikonočnih dobrot. Slovenski domači hleb le 99 centov, makova ali orehova potica €1,97 in sir edamec le €3,99 za kilogram. Tuš, doma v Sloveniji. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Takole, po oglasih smo nazaj v drugem delu nocojšnjega središča, kjer bo beseda tekla o kegljanju. Naš sogovornik, kot smo že napovedali, pa Lado Gobec, trener celjskih kegljavk, ki so zaključile sezono. No, v našem studiu pa še z enim pomembnim razlogom, kajti ta teden je Lado Gobec prejel tudi visoko občinsko priznanje Srebrni grb. Dober dan, dobrodošli in seveda najprej čestitke tudi z naše strani za res visoko, laskavo priznanje. Kaj vam pomeni, so se občutki zdaj že malce umirili po torku, ko ste na osrednji slovesnosti ob celjskem občinskem prazniku v Narodnem domu tudi prejeli ta grb? Najprej lepo zdrav vsem tu v studiu in pa tudi gledalcem televizije Celje. Hvala lepa za čestitke. Ja, nekako so se že stvari malo umirile, uredile.
Je pa res, da v preteklosti sem kar precej priznan dobo, vedno večinoma na nacionalni pa mednarodni ravni in vedno sem nekako vedel, da najtežje dobiš priznanje doma v svojem lastnem okolju, je pa seveda zato toliko bolj takšno priznanje vredno, ker ti dajo tega ljudje, ki te verjetno najbolje poznajo. Jaz sem ga zelo vesel, sem ponosen na njega in se tudi zavedam, da je v Celju verjetno še zelo veliko ljudi, ki bi se takšno priznanje zaslužilo, pa žal še niso prišli na vrsto. Rezultati v kegljaškem športu, v kateremu ste zapisani dolgo, so izjemni, mogoče nekaj teh impozantnih številk, kar se tiče samih lovorik, ki ste jih uspeli osvojiti tako doma kot tudi na mednarodni ravni. Ja, to je pa seznam res kar dolg, številke so kar visoke, ampak mogoče najbolj pomembne, kar se tiče klubskega dela, je 11 naslovov svetovnega klubskega prvaka, 2 naslova prvaka pokalnih prvakov, 6 naslovov zmagovalcev Evropske lige prvakin, seveda pa potem še pa tiste medalje, ki jih osvajajo naše tekmovalke na svetovnih prvenstvih. Mi smo praktično z kompletno celjsko ekipo bili kadetski svetovni prvaki, ekipni, mladinski in tudi članski, tudi večkrat, 2krat kadetske, 3krat mladinske, 3krat članske. Sem rekel, da večinoma so bile to naše tekmovalke ali pa v nekaterih primerih pa celo cel klub. Tako da potem je pa še tu cela vrsta naslovov, ki so jih osvojile posameznice. Tako je bila Barbara Fidler že 4krat svetovna prvakinja v posamezni konkurenci, Marika Kardena 3krat, pa še cela vrsta medalj drugih srebrnih, bronastih v dvojicah in tako naprej. Tako da je ta seznam res kar dolg, mislim, da je nekaj čez 200 medalj so naše tekmovalke prinesle v Celje z teh reprezentančnih naslovov. Trenutno po statistikah smo v Evropi klub, ki ima daleč največ takšnih dosežkov. Uspešna je bila tudi zadnja sezona, ki ste jo sklenili pred kratkim na domačih tleh, nov naslov državnih prvakinj, na evropski sceni 3. mesto v Evropski ligi. Če potegnete črto pod pravkar končano sezono, ste zadovoljni? Ja, moram reči, da sem zadovoljen, glede na vse težave, ki jih imamo v zadnjih 2 leti. Tudi v zadnji sezoni sem kar vesel, da so se nekako te poškodbe umirile, da se tudi stanje zdravstveno pri Radi Savič saniralo, da zdaj že dela za polno paro, da se še pozna 1-letna odsotnost. Cel kup imamo problemov seveda tudi z zaposlitvami in podobnimi zadevami, ki jih imajo tekmovalke. Tako da je naslov državnih prvakinj, to je že zdaj 32. bil naš cilj in smo ga tudi dosegli. No, v Evropski ligi smo pa tudi lansko leto, žal nismo prišli na Final Four, smo prej spadli, no letos smo uspeli tako Avstrijke kot madžarske prvakinje premagati. V polfinalu so bile pa žal Nemke premočne, imajo trenutno ekipo, v kateri so same sedanje ali bivše svetovne prvakinje, najboljše tekmovalke z Hrvaške, Madžarske, Poljske in pa seveda še svoje reprezentantke, tako da v tem trenutku so nekako skoraj nedosegljive. Čeprav moram reči, da set pred koncem, v zadnjem setu igre naše polfinalne, če bi naše vse te tekmovalke tekmo tiste set dobile, bi mi celo zmagali. Ampak potem so jih ga zgubile za malo in je bil visok rezultat. No, Hrvatice smo pa potem, so naše nekako kako bi rekel, tiste tradicionalne nasprotnice smo pa potem gladko premagali in je za mene 3. mesto lep uspeh. Zdaj vas čakajo še reprezentančne obveznosti. Ja, zdaj smo zaključili s temi članskimi tekmovanji, v Sloveniji smo zaključili, no zdaj se bomo pa posvetili celoti, oziroma že zadnji teden že to traja, vadbi, oziroma pri programu priprav za svetovno prvenstvo, ekipno svetovno prvenstvo, ki bo tam od 20. do 27. maja v Dettenheimu v Nemčiji. Imamo kar naporen program in jaz upam, da ga bomo uspeli realizirati v celoti, da ne bo kakšnih poškodb, bolezni in da bomo nekako tisto najboljšo ekipo, ki jo trenutno lahko sestavimo, nastopili na tem tekmovanju. Tukaj verjetno računate tudi na kar številčno udeležbo igralk vašega kluba.
Ja, v tistem ožjem izboru, že bi rekel, na svetovno prvenstvo bo šlo 8 do 10 tekmovalk, glede na sredstva, verjetno 8, in tu je kar 5 naših takih, 4 so že prav gotovo že v reprezentanci, no, ena je še takšna, kjer si še mora to mesto izboriti, tako da bo polovica ali pa več kot polovica tekmovalk v reprezentanci našli, s tem, da pa moram povedati, da tudi boste zraven dve bivši tekmovalki naši, Sajko Eva in pa Teres Brigita, ki sta bila dolgo vrsto let pri nas, tako da je pravzaprav spet nekako se sestavlja tista ekipa, ki je v preteklih letih že kar uspešno nastopala. Kljub temu, da ste prejeli srebrni grb, da ponavadi nekako ljudje ob koncu neke uspešne kariere ali pa obdobja prejmejo tako visoka priznanja, pa sem prepričan, da vam energije, motiva za delo v celjskem kegljaškem klubu ne manjka. Kakšen je pogled naprej, kakšen je kegljaški jutri, če lahko tako rečem, celjskega kluba? Ja, zdaj v teh situaciji, kot je gospodarski, ni nič kaj rožnato, kajti iz dneva dan se borimo z sredstvi, ali bomo lahko zmogli realizirati programe, da moraš kaj skrčiti. Jaz upam, da bo se ta situacija kaj popravila, kar se tiče tega. Kar se tiče pa mene, pa jaz še imam voljo, še imam elan za klub, prav gotovo, verjetno bom po tej sezoni v reprezentanci večkrat ni sprego, kajti mislim, da je dovolj dolgo od leta 88 oziroma 92, ko je Slovenija samostojna postala, ne še drugi maj prevzame, in jaz sem pa več v klubu posvetil sebi tudi bila, po mojem, neumnost, da bi zdaj iz tega takega polnega aktivnega življenja pa kar naenkrat prenehal, verjetno to ni bilo dobro, tako da jaz dokler bom še lahko še s polno močjo pomagal v klubu. Se obetajo kakšne bistvene novosti, tudi kar se same ekipe tiče, kar se ambicij tiče v prihodnji sezoni, ali nekako po tistih ustaljenih tirnicah, da tako rečem? Ja, mi smo zdaj v zadnjih 2 letih vsako leto izgubili eno standardno tekmovalko. Ne vem, zdaj iz tujine, kar pritiske na naše tekmovalke, zdaj tiste, ki so vezane na službo, verjetno ne bodo odšle. Lahko se pa zgodi, da bo katera, ki ima tu težave z preživljanjem, skegljanje se žal v Celju ne da živeti, pa tudi v Sloveniji ne. Lahko da bo še katera odšla, imamo pa tudi zadaj sicer nekaj mladih še, nekaj zelo perspektivnih, mogoče bomo tudi iz kakšnega sosednjega kluba še kakšno dobili, ki bi rada napredovala, od mladih govorim, tako da jaz upam, da bomo jeseni imeli, če ne bo kakih res velikih problemov, še kar konkurenčno ekipo, ki bo lahko tudi uspešno nastopila na svetovnem pokalu in se potem skozi to tekmovanje tudi ponovno uvrstila v Evropsko ligo prvakinj. Ta razmerja moči se nekako bistveno niso spremenila, kar se tiče Slovenije, pa tudi mednarodne scene. Še vedno so tu Nemke, kot ste rekli, najboljše v tem trenutku v Evropi, verjetno poleg vaše ekipe v Sloveniji, pa tudi zaenkrat uspete držati primat. Ja, v Sloveniji se nekaj ekip je postalo malo močnejših, ampak je situacija zdaj takšna, da včasih smo imeli enega konkurenta in seveda si moral tu v teh dveh bojih dobro odigrati. Zdaj je pa nekaj več, ampak se tudi oni med seboj potem domače rekel, tudi malo potolčejo, tako da ni situacija nič težja, kot je prej bila. Mislim, da zaenkrat smo še vedno najmočnejši, tudi drugi imajo podobne probleme v Sloveniji. Zunaj je pa seveda so Nemke, one imajo dovolj denarja, to je skoraj personalna ekipa in seveda so daleč najmočnejše. Vedno to sicer ne odloča v teh dvobojih, ker se tudi veliko srce, taktika, pa tisto zanesenost tudi veliko prinese. So pa Madžarke predvsem močnejše postale, čeprav imajo tudi tam te ekipe z vzhoda, veliko te, ki so bile nekoč tudi zelo dobre, ker dosti problemov, zato ker tudi njim ta boljše igralke odhajajo v Avstrijo in pa v Nemčijo, tako da imajo podobne težave kot mi. Ampak jaz računam, da to razmerje bo še nekaj časa ostalo in da bomo še uspeli biti tam, ker smo bili zadnjih nekaj 15 let.
Velikokrat sva govorila, da je velika želja vaše panoge kot take, da bi postala olimpijski šport. Se tukaj stvari premikajo, imate kakšne podatke? Ja, vse nekaj se premika, vendar to bo zelo težko. Mi sicer imamo enotno zvezo, ki združuje bowling in kegljanje, to se pa kegljanje na 10 in na 9 keglov. Preko bowlinga bi prav gotovo lahko uspeli, ker je izredno razširjen, je tudi drugače zelo močen, vendar bojo morali pa tam tekmovalni sistem nekoliko spremeniti, da bo zadeva malo težja. Pri njih so pač discipline premalo težke, premalo je čistega vrhunskega športnega napora tu notri, da dosežeš nek rezultat. Pa funkcionarji bojo morali biti bolj prodorni. Zdaj imamo to srečo, da je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Nemec. Nemci so tu daleč najmočnejši in verjetno so oni tisti, ki bi morali nekako preko tega svojega sodržavljana poskusiti doseči to, da bi vsaj s kako disciplino bowlinga, pa mogoče z eno disciplino kegljanja mi nekako zraven prišli. Seveda se potem bo pa situacija, če do tega pride, kar spremenila tudi v drugih pogledih, finančnih in tako naprej. Verjetno bo konkurenca dosti večja, kajti večje države bodo potem tudi tam vlagali, ker zdaj ne. Je pa seveda to verjetno še zelo, zelo dolga pot, kajti preden odločajo o tem ti možje na Mednarodnem olimpijskem komiteju, bo še kar verjetno veliko vode preteklo, da sploh pride ta predlog na kakšno glasovanje. Lado Gobec, hvala za obisk v našem studiu. Še enkrat čestitke ob prejemu srebrnega grba, ki ste ga prejeli ta teden. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem pa smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. V nedeljo ne pozabite na našo športno oddajo Celjski športni vikend. Prihodnji petek pa znova nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Lepe praznike želim in lahko noč.